Lepo pozdravljeni. Današnja oddaja bo prav nekaj posebnega. Ne samo zato, ker jo snemamo v prazničnem prednovoletnem času, ampak tudi zato, ker bo morsko poletno obarvana. Moj gost bo namreč gospod Mitja Zupančič, predavatelj, novinar, morjeplovec, jadralec in še marsikaj drugega. Napisal je knjigo Z morjem na ti. O tem, o knjigi in še o marsičem bi se rada pogovarjala z njim v tej prelepi grški restavraciji tukaj na Trubarjevi cesti v Ljubljani. Pripravila sem mu presenečenje, on ne ve, kam prihaja, da ga čakam tukaj v grški restavraciji. Vas zanima, kako se bo stvar razpletla? Poglejte si oddajo še naprej. Dober dan. Sem prišel prav, Nadja. Kje pa sem sedaj? Ja, živijo, Mitja, seveda si prišel prav. Pozdravljena. Hvala za povabilo, ampak a sem sploh prav prišel? Seveda. V novo grško restauracijo Greko na Trubarjevi 52 v Ljubljani. To je presenečenje, novoletno presenečenje zate. To je hujš kot božiček. Sam sem pričakoval, da se bova našla kje v kakšni dalmatinski konobi. Seveda, če premišljujem, kaj pa ima Grčija z menoj? Ja, morje, ne? Ja, dobro si se to spomnila. Bravo. Uzo, dober dan. Evharisto. Παρακαλώ. Začeli bomo z Uzom, ne? Ne izvenijo tili najini valovi grški. Mitja, nekoč si mi dejal, da je življenje ena kratka, razburkana plovba in mi moramo pluti z njim, če hočemo preživeti in uspeti. Si to primerjavo naredil zaradi morja, zaradi tvojega poznavanja in stika z morjem na ti? Morje je res ena sama plovba. Zelo razburkana, kot je naše življenje. Gre po valu in biti z morjem na ti pomeni prepoznavati poti, nevidne poti, po poteh, ki jih ni, in po njih puščati sledi. No, in prav tak sem tudi jaz. Morje je nek združevalni medij, ki nas je vedno spajal, že od starih Grkov naprej, ampak ker sva danes prav v grški restavraciji, verjamem, da bova še kaj govorila o tej veliki naciji starih Grkov, ki so osvajali tudi
naše jadranske otoke. Mitja, poznam te, tvoja ljubezen do morja se zdi, da je brezpogojna. Verjetno je zorela dolgo, dolgo. Preživel si lepe in tudi tiste manj lepe trenutke, razburkane, krute. Kako ti morje vrača to ljubezen? Prepozna tvojo predanost in kako ti njemu? Ja, morje je ena čudna zgodba. Morje vse da, ampak tudi vse vzame. Zato ga moramo izredno spoštovati. Ko začneš prepoznavati poti, tiste nevidne poti, ki jih pravzaprav sploh ni, takrat postaneš tudi z morjem na ti. No, ni čudno, da sem napisal eno takšno knjigo prav z naslovom Z morjem na ti, ampak morje je neskončen energijski faktor, nekako ni pa to brezpogojna ljubezen, kajti nobena ljubezen v življenju ni brezpogojna in tudi seveda morje ni takšno. Ko pa se usidra v tebe, Jacques Cousteau je rekel, ko morje vrže svoj urok, vaš zadrži v svoji mreži čudes za vekomaj. No in to se je zgodilo z menoj. Mitja, kako dolgo pa je trajalo, da si postal z morjem na ti? To je verjetno dolga zgodba. Ja, to je pravzaprav zgodba, ki se je pletla skozi desetletja. Lahko bi rekel, da pri moji doseženi 50-ki nekako verjamem, da sem na pol poti šele sedaj. Si upam priznati, da sem z morjem na ti. Tako ga čutim. Jemljem ga kot učitelja, jemljem ga zelo z distanco, zelo nadaleč. Predvsem skušam prepoznati, kaj mi sporoča. In če prepoznam, potem je vse v redu. Potem postanejo dnevi na morju lepi, kajti sam ne prihajam na morje samo v času poletja, kajti ljudje večinoma morje poznajo skozi poletne počitnice, ampak prihajam skozi vse leto. In morje kaže seveda čudne obraze, najmanj dva. Kaže svež obraz oster po burji in tudi tistega zamolklega po jugu v našem Jadranskem morju. Ker pa sem danes gost nove grške restauracije tu v Ljubljani, pa rečem, seveda vsako morje, svetovni oceani so drugačni, tako tudi morja, tako tudi Grško morje. Je zelo velika razlika med Jonskim in Egejskim morjem in tistim vmesnim delom Sredozemlja, ki mu pripada celotna Grčija. Izgleda odlična, Mitja, kaj ne? Torej, najina grška restauracija naj je že na začetku presenetila, tako da se bo prepustila najinem uživanju med najinimi brbončicami. Knjigo bova nekoliko pospravila za trenutek in ne vem, ligni bodo moji. Kdaj si se prvič srečal z Grškim morjem, z Grčijo, s to lepo otoško državo in kaj te je pri Grkih najbolj fasciniralo? Morda zgodovina, hrana, njihova gostoljubnost? Zelo kompleksno vprašanje, zelo nemogoče enoznačni odgovor, pa bom začel kar na začetku. Danes tu v Greku sredi Ljubljane pijem uzo in moj spomin se vrne na gimnazijska leta, ko smo odšli maturantje tja dol proti grškemu prvemu otoku, ki ga lahko dosežemo ven iz Jadranskega morja. To je Krf, seveda je tam uzo tekel v potokih, ne? To je bil moj prvi spomin. Mogoče naprej, če rečem, sama kulinarika in zanimivo, grška hrano obožujem. Ampak prvič sem se jo dotaknil v Londonu. No, takrat sem prvič okusil grško hrano. Seveda dotaknil in tisto, kar me najbolj impresionira v zvezi z Grčijo, je pa obmorjeplovstvu, zagotovo njihova zgodovina. Zgodovina, ki seže vse od starih Grkov naprej, ki so tudi odšli na morje, takrat, ko je zanimivo, ko je figov list prikril človeško dlan. Takrat so stari Grki, misleci, modreci vedeli, da so začeli v tem morskem akvatoriju pihati topli pasatni vetrovi. In primitivne ladje z jadrevji je poneslo nekam, nekatere tja proti obalam Severne Afrike, druge pa skozi Otrant proti zunanjim dalmatinskim otokom, recimo najbolj znan je proti otoku Visu današnjemu, torej grški Isi, in seveda potem Faru ali Hvaru, kamor so ga dosegli tudi grški kolonialisti z otoka Paros. No in seveda ta helenska kultura starih Grkov, ki so prihajali na morje v 4. stoletju, že v 4. stoletju pred našim štetjem, njihova arhitektura, to je tisto, kar me še danes seveda navdušuje.
glavni jedi. Tole je Griko mix s grškim sovlaki, jagnjetino rebrca, gyros in polpet. In tradicionalna musaka grška, pečena v pečici. Tole. Želim vam dober tek. In po jedi se pa lahko oglasite v baru, kjer imamo grško kavo, od Fredo kapučina do grško pražene kave. Tako da, kar izvolite. Dober tek. Hvala. Grški bog vina Dionis je bil poseben mit, je bil poseben bog, ki ga je odcepil neka znanja Grkom, ki jih spoštujejo še dan danes. Namreč zanimivo je, da Grki nikoli niso pili vina samega, torej vedno nekako v kombinaciji z vodo. Vendar ga pa niso nikoli pili z jedjo, ampak ob jedi samega. Zanimivo je, da so vedno nazdravljali z božanstvi in z mitološkimi bitji in da je bila njihova zdravica pogojena s številom črk v imenu človeka. Daljše kot je bilo ime, več vina količinsko so smeli popiti. Zato ne čudi, da so imeli grška imena zelo dolga, konec koncev je tudi moje krstno Dimitrius, kar pomeni kar precej dolgo. Meni je to vino odlično. Mitja, ti si ga izbral, rdeče vino. Kako gre sta morje in vino skupaj? Ja, in vino veritas, ne samo, da je v vinu resnica, ampak rdeče vino nekako gre za jedjo, ki sem si jo zamislil danes v tej grški restavraciji. Rdeče vino, ki ga poznamo seveda tudi na Jadranu, pravi moj kolega, da je rdeče vino ni samo kri, ampak je to neka posebna zgodba, ki se spaja z morjem, kajti vino je kot morje, do neke mere nepredvidljivo, če ga pravilno okušaš, ti seveda vedno vrača. In pravijo tako na Jadranu, da je neka vinska sorta plavac mali vino bogov, tako kot je Dionis dal to vino. In pravijo takole, prva čaša, prvi kozarec se pije na osebni temperaturi. Vse druge pa se pijejo na sobni temperaturi, kar pomeni pravilna temperatura vina, da tisti primeren von požene kri po žiljah, vzburka morje, torej tudi naše možgančke in potem se vse začne dogajati. In se veste, kako je, nekoč je nekdo in mislec je rekel takole, če ne bi bilo vina, se ne bi rodil poljub. Pa še ena misel mi pride sedajle na misel. Vino je sopotnik srečnim, ni pa sopotnik nesrečnim. No, torej res je veliko vinskih resnic in ta, da pijemo prvi kozarec na osebni temperaturi v nekem osebnem odnosu, je kar prava in verjetno tudi ta odnos potem zraste ven tudi preko najinega pogovora. Mitja, meni je rdeče ali pa črno vino najboljša pijača. Vino je posebna pijača, kot si dejal, kako zori, koliko truda je vloženega. V vinu je poezija, v vinu je ljubezen. Se strinjaš? Ja, strinjam se, ampak zelo zanimivo, recimo rdeče ali črno vino, ne? Imamo rdeče in belo, ne? In potem neke zgodbe, ki se jim reče roze. Črno vino smo nekako prisvojili od naše prijateljske sosednje države Hrvaške in sploh preko pesmi Crno vino, ne? Crno vino pijem nočasa, tebe nema tu, ne? No, tako torej govorim o rdečem vinu in prav tu se spominjam, kako sem šel na južno stran otoka Hvar in posnel v vinogradu preminule že umrlega žal Zlatana Plenkoviča nekaj posnetkov prav tega plavca malega. In vino daje res neko posebno moč. Sploh pravim, pite vino, lokalno vino, ampak v lokalnem okolju. Najboljše je vino tam, ko ga prinesemo domov, sicer vzbudi spomine, ampak to ni to.
tam, kjer smo. Seveda tudi razumem, zakaj stari Grki so ga vedno pili nekako malo z vodo, ne? Nikoli čistega samega. Zato, da je puščal bister da ni zamegljiv postave, kajti vse veste, ko je Noe se ga po nesreči napil in v svoji razigranosti, ko se mu je malček zameglil je delal neumnosti, tedaj sta se oba dva sinova vrnila stran od njega in ga tudi potem zatajila. Ne? Torej, da pi ga zmerno, ne? In pi ga na ure, ne na litre, kot rečejo. Mitja, malo si že polistal to tvojo čudovito knjigo, lepa je že na zunaj, Z morjem na ti. Tvoja ljubezen je Jadran, Jadransko morje, otoki, obala in mislim, da Jadran opisuješ tudi v tej knjigi. Povej, ali obstaja kakšen delček kopnega ali pa otoka, ki ga nisi raziskoval, kamor ni stopila tvoja noga, ali pa kakšen zaliv, kamor nisi zasidral jadrnice? Ja, bi moral zelo dobro premisliti, da bi pravilno odgovoril, pa ponavadi, ko me vprašajo, kje pa še nisi bil ali pa kje pa boš morda za poletje, ne, se pravi za počitnice, na to vprašanje ne dam odgovora. Zakaj? Ker nekoč, ko sem naredil eno veliko, takšno lepo reč o enem čudovitem mestecu Pučišča, mestu, kjer je vse iz kamna, se je zgodilo to, da so me po turistični sezoni poklicali iz turističnega združenja in rekli, veste, imeli smo en naval slovenskih turistov, nismo vedeli, kaj se zdaj dogaja, smo jih vprašali odkot in takrat so rekli, da so brali moje podlistke in da je ogromno Slovencev prišlo tja. Nekako pa je tako, Jadransko morje je meni najlepše morje in najljubše morje. Lahko razložim zakaj. Zato, ker je vsak otok, vsak zaliv ima neko svojo naravo, samo svoje ljudi, ima samo svoje običaje. Hkrati je zanimiv, da je zelo raznolik podmorski svet, ne samo tisto, kar mi vidimo nad morjem. Ne? Se pravi, res najlepše morje je pa zanimivo. Včasih se mi zdi, tako kot Slovenci Triglav jemljemo preveč lahkotno. Jemljemo enako tudi Jadransko morje. Jadransko morje je izredno zahtevno in kjer greši, ga zagotovo tudi kaznuje. Odkot sploh ideja Z morjem na ti in kakšna je vsebina? To je kar obsežno delo. Knjiga ima 432 strani in v njej je objavljenih 504 fotografij, vse so moje avtorske, razen dveh. Eno so mi prispevali kolegi iz Raba, kajti za čas njihove rabske afere nikoli tja ne priplujem, ker je preveč ljudi. Pridem kasneje. In eno mi je poklonila moja hči, kajti jaz sem bil na Brkolani, na Jadrnici, ona pa je šla v svetilnik. To je tudi neka moja strast, stare lanterne na Jadranu in je naredila posnetek. Nekako 3 leta, 2 leti raziskovalnega dela po terenu in potem leto dni pisanja, vsak večer od 7 zvečer tam do 1-2 zjutraj. In knjiga je nastala kot darilo samemu sebi, bi rekel. Ob pol stoletja tlačenja zemlje sem si zamislil, da hči je, sin je, hiša je, drevo je, pa naj bo še knjiga. No. Tako je knjiga nastala, nekoliko morda samo všečno, ampak ni bil to namen. Nekako sem čutil, da vse tisto moje pridobljeno znanje skozi raziskovanje Jadrana, da ga zapišem v knjigi, kajti mislim, da je Slomšek zapisal, ti pa beseda ostane za zmeraj, torej v knjigah zapisano ostane za zmeraj. In jaz sem še z tiste generacije, ko so rekli, ko kaj ne veš, pojdi pogledati v knjigo, ne, in boš osvežil spomin. No, zagotovo pa je to neko večletno delo, vsaj 10 let pohajanja po Jadranu, ko sem začel z mojim raziskovalnim delom starih kamnitih lantern in sem jih publiciral, izdal v knjigi Svetilniki 19. stoletja na Jadranu. Potem sem posnel eno serijo TV dokumentarcev z naslovom Obrazi iz Jadrana. No in se mi je zdelo, da film je toliko truda v filmu, ko sam pripraviš, oziroma v neke dokumentarni reportaži, ko sem sam pripravil besedilo, scenarij, vezno glasbo celo, potem tudi posnel glas, pregledal sorovce, to zmontiral v film, se mi je zdelo, da 30 minut, 40 minut prehitro mine za toliko truda. V meni pa se je nakopičilo seveda ogromno nekega znanja, da sem to lahko smel in zmogel tudi posneti. Nič.
vse to znanje, pa še nekako neke nove destinacije moram zapisati v knjigi. In ta knjiga, bi rekel, je suhi jagodni izbor destinacij na Jadranu. Kajti rdeča nit so stare lanterne, so ljudje, so stari čolni in vsa ta pomorska zgodovina na Jadranu od reke Timave do reke Bojane. Zakaj reke Timave in reke Bojane? Reka Timava na severu je nekako mejnik, branik med romanskim in slovanskim svetom. Reka Bojana tam doli v Črni gori pa ima seveda spet neko mejno vrednost. V času 19. stoletja, ko je tam doli gospodovala Avstrija, kasneje Avstro-Ogrska, je bila zagotovo tudi mejnik med Otomanskim cesarstvom in seveda monarhijo. Reka, ki se izliva v morje, vendar je mejila narode tako v njihovem maritimnem, zgodovinskem, pa še kakšnem drugem smislu. No, in to je moja knjiga, od Timave do Bojane. Ta knjiga je sigurno okno v svet. Ja, ta knjiga je moja mala Biblija. Če bi se navezal nazaj na vina, bi rekel, da je to suhi jagodni izbor, ki ima v sebi nekaj. Če pogledam in sem odprl tukaj stran, na stran pogledam vino, umetnik, človek, morje, kamen, otok, vinska trta. Grem gledat nazaj, spet kamen, svetilniki, utrdbe, neka pomorska zgodovina, s katero se tudi sam ukvarjam in jo tudi vodim v čezmejnem projektu na slovenski strani, v čezmejnem projektu Mala Barka 2, ki je evropski projekt revitalizacije pomorske kulturne dediščine severnega Jadrana. Neka čudovita zgodba. Zame je ta knjiga Biblija. Seveda v njej nisem mogel popisati in bil bi pristranski, če bi rekel, da je ne vse, kar more biti. Kje pa? To je samo en drobec. To je 30 krajev, pa še tem krajem, vsaj 2, sem posvetil kar 2 poglavji. Nekako otoka Visa nisem uspel popisati v enem poglavju, ampak mu pripada severna stran našemu Fontegethofu in njihovim bitkam, kajti Vis je gospodar Jadrana in južna stran, ki pripada najstarejši ribiški skupnosti na Jadranu. Enako se mi je zgodilo z otokom Hvar. Hvar, prav v tem primeru danes, ko sediva tukaj sredi Ljubljane v grški restavraciji, tudi diši po starih Grkih, ne? Stari Grki so prvi prišli na Hvar, torej so bili njegovi kolonialisti. Zato sem prvo poglavje napisal po poti Farosa. Drugo poglavje pa o otoku, istem otoku, ki kaže 2 obraza, 2 vinska obraza. Potem sem posnel tudi televizijski dokumentarec, torej severnjaški in južnaški, kajti vino z južnih pobočij je zaradi toplega vetra, ki piha, enostavno ta odnaša bolezni, bi rekli. To je vino, avtohtona sorta, plavac mali na Hvaru, je vino brez bolezni z južnih strani otoka Hvara. Recimo. In tako sem se igral, kot rečeno, vse od Timave do reke Bojane, od Timave, kjer se je začela slovenska ribiška zgodovina, prek Trsta, ki je zame kozmopolitsko mesto, ne samo naš zaveden Slovenec Boris Pahor, ampak seveda tudi tržaški navtični arhitekt Carlo Šireli, pa mimo Jamesa Joycea, ki je tudi tam kaj ustvarjal, nisem mogel mimo naše kratke slovenske obale. Večji del, 25 poglavij, pripada sosednji prijateljski Hrvaški, potem pa 2 poglavji tudi Črni gori. Kar mi je ljubo in všeč je, da so ljudje prepoznali vrednost v tej knjigi. Kajti knjigo lahko najprej samo gledam fotografije, pa že kar nekaj vem. Če še preberem pripise fotografijam, vem že veliko. Če pa si vzamem čas in preberem še vse to besedilo, potem pa je to res mali jadranski brevir. Knjiga je pa zanimivo, izšla je 17. maja letošnjega leta, no in je v prvem letu praktično prva naklada razprodana. Mislim, da je še 11 izvodov na razpolago. Problem je, da se jo ne da kar tako ponatisniti, ker je prevelik obseg. Tako da bo še kakšen slovenski izvod ugledal luč sveta potem, če bom uspel najti prevod v kakšen tuj jezik. Dejal si, da nameravaš že letos pluti v Egejsko morje proti Grčiji. Torej vstop v Egejsko morje, to je dol južneje, še južneje, proti Turčiji in potem koncu Sredozemlja proti Izraelu in tako. Ta načrt je za čez 2 leti. Prvo je zapustiti Otransko užino in stopiti v Jonsko morje. To je tudi zelo popularno grško morje, tako za jadralce, kot druge tudi za
turiste. Sej vemo, med Krfom in Lefkasom je to neko takšno prijetno področje, tudi morje in morda nekoliko manj zahtevno, vetrovno, bi rekel, hkrati pa vseeno razgibano, tako da se da tudi kam priti, videti, kajti sama navtična industrija in navtični turizem v Grčiji je nekoliko drugače razvit, ima drugačne zakonitosti, tudi manj marin, kot pa jih poznamo v Jadranskem morju, predvsem pa ni tistih muringov v vsakem zalivčku, ni boj in je potrebno nekoliko več maritimnega znanja, ki ga verjamem sam, da imam. To ni problem. Ampak morda so razdalje daljše. Tako da ta prva pot iz Elafitov na Hrvaškem prek Kotorskega zaliva, Tivta, Budve, potem do Ulcinja in potem naprej v Albanijo. Albanijo si želim še prej obiskati po kopnu v času neke moje verjetno celo novinarske ekspedicije, bi rekel. Potem pa vplut Albanijo, ki je zahtevna, kajti treba je plut relativno daleč od obale, morje je plitko, tudi marsikaj je še v morju navtično nerazvita, to je treba upoštevati tudi glede vremena in seveda potem doseči Krf. Potem pa je Rikuzo prek Otranda, to bo tista stvar, ki me čaka letošnje zgodne poletje. In dogodke z tega potovanja boš verjetno tudi opisal v naslednji knjigi. Knjiga je stara poskočna gospa, v kateri sicer res vse zapisano in ko enkrat zapišeš, ne moreš reči, da tega nisi storil, zato mi je to všeč. Kaj pa se bo v resnici zgodilo, pa pravzaprav ne vem. Človek potrebuje navdih. Nekoč so rekli, da so bili naši pisatelji malo čudne sorte ljudje. Ali so bili zelo žalostni, ali pa so bili zelo, zelo veseli, da so lahko pisali. No, sam želim pisati v nekem stanju, ko lahko razumem, kaj zapisujem, čeprav najgloblje stvari iz tebe res pridejo, ko si najbližje v dotik z njim, torej v tem primeru z morjem. Velikokrat rečem, da je plovba ena meditacija. Ko obračunava človek sam seboj, takrat privrejo ven najgloblja čustva, morje jih potegne iz sebe in tudi v takšnem stanju so dobri zapisi. Mislim, da sva toliko lepega povedala, ne samo o Jadranu, ampak tudi o Grčiji, da bi tistim, ki želijo letovati v Grčiji, iti na počitnice v to lepo deželo, priporočala, da pridejo najprej na Trubarjevo v Greko, poskusijo tukaj njihove jedi, prisluhnijo grški glasbi, potem pa nadaljujejo pot v samo Grčijo. Kaj praviš, Mitja, se strinjaš z mano in zakaj bi jim priporočal, da gredo v Grčijo na osnovi svojih izkušenj? Torej, ker sem nekoliko predrzen, nepredvidljiv morjeplovac, bo takšen tudi moj odgovor. Skoraj v celoti se strinjam s teboj, Nadja. Razen, da pridejo v to grško restauracijo in seveda povabijo k kosilu tudi mene. Potem bomo zasnovali vsebinsko poln pogovor in jih bom zagotovo navdušil. Pojdite tja proti Jonskemu morju, na najlažji mogoč način tudi lahko proti Egejskemu. No, tja pojdite pa si vzemite barko ali pa poletite na destinacijo. Za Jonsko morje pa lahko tudi priplujete. Je relativno blizu, se da to narediti. In če ne veste kako, sledite registracijo Piran 777. Kdo je to? To sem jaz. Nadja, lepa hvala za povabilo v oddajo in kako naj sklenem to misel. Če se ne vidiva v Grčiji, med grškimi otoki, se pa srečava spet v Ljubljani v grški restauraciji. Na zdravje. Mitja, tudi tebi iskrena hvala za tale izredno zanimiv pogovor. Želim ti mirno plovbo in še veliko modre tinte na belem papirju.